Uporaba videonadzora je spremenila način dokumentiranja primerov pogrešanih oseb, saj ponuja koščke sestavljanke, ki jih morajo preiskovalci sestaviti. Kljub temu, ključni deli celotne slike še vedno manjkajo, kar daje izkrivljeno in nepopolno sliko. 35-letni Alex Weatherly je doma iz Stockton-on-Tees na severovzhodu Anglije. Opisan je kot bel moški, visok 6 čevljev, vitke postave. Ima svetlo-rjave lase, brke in brado. Poleg tega pa je o njegovi osebni zgodovini, življenju ali odnosih znanega zelo malo. Toda prav njegovo ime se je pojavilo na plakatih pogrešanih oseb in opozorilih na družbenih omrežjih leta 2025, potem ko je izginil iz svojega doma v Nortonu. Alex je bil viden, ko je 29. julija zapustil svoj dom. Rad je potoval na dolge razdalje, vendar je vedno stopil v stik s svojo družino na poti. A minilo je več dni, odkar je stopil v stik s svojimi bližnjimi, ki so hitro ugotovili, da je nekaj narobe. Policija severnega Yorkshira je začela preiskavo in s pomočjo posnetkov varnostnih kamer sledila njegovim gibom. Posnetki varnostnih kamer so preiskovalcem omogočili, da so sestavili časovni potek dogodkov, ki se je začel 7. avgusta ob 14:13. Posnetki s postaje York prikazujejo Alexeja, kako vstopa na vlak Elner in je bil na poti v Inverness v severni Škotski. Vlak je na poti večkrat ustavil, vključno z Darlingtonom, Newcastlom, Edinburghom, Falkirkom in Stirlingom. Alex je bil opažen, ko je izstopil v Darlingtonu. Nato je vstopil na drug vlak, tokrat namenjen v London. Izstopil je na postaji King's Cross in se odpravil v smeri Euston Roada. Nazadnje so ga videli, ko se je oddaljeval od postaje King's Cross, nato pa ga niso več zaznale nobene nadzorne kamere. Njegova družina je obupano pozvala javnost za informacije, vendar se ni pojavila nobena sled. Ni znano, ali ima Alex v teh krajih kakšne sorodnike ali prijatelje, vendar tisti, ki jih poznajo, njegovi sorodniki niso poročali o nobenem stiku z njim. Preiskava njegovega izginotja je aktivna in še vedno poteka. Videoposnetek prikazuje Alexa Weatherlya, ki nosi temno podloženo jakno, pod njo črno kapucarico in temne hlače. Informacije v zvezi z njegovim izginotjem lahko posredujete na številko 101. Podatki pa bodo posredovani v operativno-komunikacijski center policije. Neposredne opažanja je treba sporočiti na številko 999 s klicno številko 1225 014 8090. 1225 014 8090. 9. Chris Palmer, 39-letni moški iz Arkansas, je bil opisan kot navdušen ljubitelj narave, ki je rad hodil na pohode s svojim psom. Okoli začetka januarja 2026 je bilo razkrito, da Chris trpi za neozdravljivo boleznjo. Njegova nemška ovčarka Zoe pa je bila prav tako stara in bolna. Njegova družina je pojasnila, da so bile za njegovo stanje na voljo terapije, vendar se je morda odločil, da jih ne bo sprejel. Rekli so, da je bila Zoe v svojem zadnjem 9. letu. Okoli začetka januarja je Chris stopil v stik s svojo družino in pojasnil, da kampira v gorovju Smoky Mountains, vendar je bil signal prešibak, da bi lahko vzdrževal stalen stik. To je bilo zadnjič, da so ga slišali. Ko ga nekaj dni niso slišali, so se njegovi bližnji zaskrbeli in obvestili oblasti. 3 dni kasneje, 12. januarja, so parkovni čuvaji našli njegov tovornjak. Rdeč Ford F250, letnik 2017, je bil obtičan na plaži v narodnem obmorskem parku Hatteras. Chris in Zoja nista bila nikjer vidna, kar je vodilo do domneve, da sta skupaj izginila na območju Outer Banks v severni Karolini. Več dni so čuvaji čakali, da bi se kdo vrnil k vozilu, a se nihče ni nikoli vrnil. In 16. januarja je bil Chris uradno razglašen za pogrešano osebo. NATO so začeli iskalno akcijo in preiskovalci so začeli iskati sledi. Z iskanjem več ur posnetkov varnostnih kamer so odkrili, da je Chris vozil skozi okrožje Dare v severni Karolini. Na zadnjem delu tovornjaka pa je mogoče videti modro-beli kajak. Oblasti so prav tako preiskale njegove telefonske zapise in ugotovile, da se je njegov mobilni telefon javil na več območjih, vključno z Avonom v noči na 10. januarja in blizu Cape Pointa v Buxtonu 11. januarja. Drugi obiskovalci Narodnega obalnega parka Cape Hatteras so opazili, da je bil Ford tam že od 11., torej dan pred tem, ko so ga odkrili čuvaji. Tudi kajaka, ki je bil viden na posnetkih varnostnih kamer, niso našli. Po večdnevnem iskanju je Chrisova družina iskanje prekinila, kar je bila težka odločitev, s katero so se morali sprijazniti potem, ko so izvedeli, da je neozdravljivo bolan.
Pojasnili so, da je Chris cenil svojo neodvisnost. Zdravljenja, ki bi jih moral prestati v prihodnje, bi mu lahko vzela velik del te neodvisnosti. Oblasti so namignile, da je Chris morda še vedno na tem območju, medtem ko menijo, da je ovčarka morda poginila. Zoe je bila odvisna od več zdravil in je imela hudo displazijo kolkov. Družina verjame, da je Chris želel preživeti zadnje dni svoje psičke z njo v gozdu. Po navedbah čuvajev parka so v kestronu tovornjaka našli lopato, kar je vodilo do prepričanja, da je bila Zoe pokopana. Chris pa je nadaljeval svoje potovanje ob obali. Chris Palmer je bil opisan kot oseba s rdečkasto blond lasmi in modrimi očmi. Visok je čevljev in palcev. On in Zoe sta bila znana po tem, da sta obiskovala več narodnih parkov na tem območju. Informacije o tem, kje se nahaja ta pogrešana oseba, lahko posredujete na številko 888 653 0009. Lahko pa anonimne namige oddate tudi prek spleta na naslov nps_iesb na nps.isb@nps.go. 8. Maya Millett, pogosto imenovana tudi May, se je rodila na Filipinih in odraščala v Honoluluju. Tam je preživela velik del svojega življenja, obiskovala je srednjo šolo admirala Arthurja W. Radforda in Havaje. Prav v srednji šoli je spoznala fanta po imenu Larry Millett, ki se je v to območje preselil iz San Diega po aretaciji zaradi mladostniškega sodelovanja v tolpi. Kasneje sta se poročila, Larry pa je služil v mornarici. May je bila prav tako civilna uslužbenka mornarice in je delala kot strokovnjakinja za pogodbe v Mornariškem centru za informacijsko bojevanje. Kasneje sta se zakonca skupaj preselila v San Diego, kjer sta imela 3 otroke. Večinoma je bil njun zakon miren, vendar se je do leta 2020 začel slabšati. Po poročilih je Larry postal paranoičen in je obtoževal May, da ga vara, proti koncu leta pa je ona že razmišljala o nočitvi. Decembra tistega leta je May začela postopek razhoda, njeni bližnji pa so vztrajali, da v tem času ostane v varnem stanovanju. Ločitev med Larryjem in May nikoli ni bila dokončana, saj je naslednje leto 39-letna May izginila in od takrat je nihče ni več videl ali slišal zanjo. 7. januarja 2020 je May govorila s svojim odvetnikom za ločitve. Ob 17. uri pa so jo nazadnje videli, ko je zapustila družinski dom. Naslednji dan so sorodniki prišli v hišo, potem ko niso prejeli nobenih novic od nje. Larry je pojasnil, da se je zaklenila v sobo in od prejšnjega dne ni prišla ven, naslednje jutro pa so se vrnili in vztrajali, da jih spusti v sobo. Ko so to storili, so družinski člani ugotovili, da Maja ni bila v sobi. Soba je bila prazna in nikjer v hiši ni bilo nobenih sledi o njej. Magina sestra je njeno izginotje prijavila policiji v Chula Vista. Nadaljnja preiskava je postavila Larryja v središče dogajanja. Posnetki varnostnih kamer so pokazali, da je Larry parkiral svojo 460 tako, da je zadnji del vozila ostal izven vidnega polja kamere. Trdil je, da je tistega dne odpeljal vozilo v Solana Beach z enim od otrok. 9. januarja je Larry domnevno prosil svojega soseda, naj očisti Lexus, pri čemer je trdil, da je bil v državnem parku puščave Anza Borrego. Avto je bil od takrat zasežen in je predmet nadaljne analize. Prostovoljci so preiskovali park Mount San Miguel, medtem ko so preiskovalci zavarovali dom Millettovih. Iskanje pa ni prineslo nobenih sledi, ki bi lahko nakazovale, kje se nahaja pogrešana ženska. Iskanje se je razširilo na sosednja območja, kar je privedlo do odkritja posmrtnih ostankov. Menili so, da ti ostanki pripadajo May, vendar so kasneje potrdili, da gre za živali. Preiskali so peščeno sipino Glamis in območje Lower, skupaj z zapuščenim igriščem za golf v Chula Vista ter Fish Creek. Ti napori so se nadaljevali od januarja do decembra, vendar prostovoljci in reševalci niso našli nobenih sledi o Mayini lokaciji. May ali Maja so opisali kot Filipinko, ki je visoka 5 čevljev in tehta približno 50 kg. Imela je rjave ravne lase in rjave oči. Ni znano, kaj je nosila v času izginotja, vendar ima tetovaže glasbenih not na rami in kolibrija na zapestju. Informacije o tem, kje je, lahko posredujete policiji v Chula Vista na številko 619 691 5151. Julie Ryan je svojega moža, s katerim je bila poročena 51 let, opisala kot prijaznega, srčnega in včasih godrnjavega. 75-letni John Reagan je povedala, je imel zabavno osebnost in bilo je prijetno biti v njegovi družbi.
Par se je spoznal v Salt Lake Cityju v Utahu pred več desetletji in skupaj sta vzgojila 4 otroke. Njihov srednji otrok, Gavin, je opisal svojega očeta kot strastnega športnega navdušenca. Rad je tudi skrbel za druge. Vedno je bil na tekočem z aktualnimi dogodki, so povedali. Imel je veliko srce in bil je zabavna ter prijazna oseba. Gavin je pojasnil, da je bil njegov oče večino svojega življenja gradbenik in čeprav je bil upokojen, je še vedno rad ustvarjal. John in Julie sta se pred 4 leti in pol naselila v Laguna Beachu. Julie pa je z veseljem sprejela kalifornijski način življenja. Vendar se je zdelo, da ima John težave, še posebej s prehodom v upokojitev. 11. septembra 2025 se je Gavin odpravil v okrožje Orange, da bi obiskal svoje starše. Živi v Salt Lakeu, vendar je bil na tem območju zaradi službe in se je odločil za nenapovedan obisk. Zajtrkoval je z njima in se naslednje jutro odpravil v Los Angeles. Po besedah Julie se je takoj potem, ko je njen sin odšel, odpravila v trgovino po živila. John ji je pomagal prinesti živila, ko se je vrnila in vse se je zdelo v redu. Kasneje tisti dan je zapustila hišo, da bi obiskala prijateljico. Popoldne 12. septembra se je vrnila in ugotovila, da njenega moža ni. Sprva ni bila zaskrbljena. John je bil sposoben odrasel moški. Znano je bilo, da je občasno sam hodil na dolge sprehode. A kmalu je padla noč in še vedno ni bilo sledu za njim. Julija je nato ugotovila, da je večina moževe lastnine ostala doma. Njegov telefon, denarnica in ura, ki je nikoli ne sname, so ostali na njegovi nočni omarici. Našla je tudi njegovo opornico za koleno in čevlje za hojo. Takrat je vedela, da je nekaj narobe. Julie je poklicala prijateljico in skupaj sta nekaj časa iskali Johna. Nato pa sta poklicali policijo in obvestili Gavina o izginotju. Oblasti so pregledale bližnje kamere. Ugotovili so, da so Johna popoldne na dan njegovega izginotja posnele kamere, ko je odhajal iz svoje vrstne hiše in se okoli 15 ure odpravil proti Nagalu. Slednji psi so lahko zavohali njegovo sled in izsledili do vrha ulice, kjer je nenadoma izginila. Oblasti niso prepričane, kako naj razumejo dogodek. Ne morejo ugotoviti, ali je šlo za kaznivo dejanje ali pa se je John izgubil. A družina ni izgubila upanja in še naprej išče odgovore. Informacije v zvezi z izginotjem Johna Palmerja lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Orange na številko 71-464-77-000. Številka 6. Brianna Jade Vibert se je rodila leta 1992 in jo je pri 3 letih posvojila Lisa Morley Hulse. Več let je živela z družino Hulse v Binghamtonu v New Yorku. Ko je bila stara 16 let, jo je posvojil Bobby Joe Stone in se je preselila v Birch Run v Michiganu. Do takrat je bila že ločena in je imela 4 otroke, 3 sinove in 1 hčerko. Brianna je bila tisto leto spet na zmenkih in je živela s svojim fantom v Flintu v Michiganu. Par je bil znan po tem, da sta uporabljala bližnje bencinske črpalke za polnjenje telefonov in uporabo stranišča. Najbližja črpalka nima je bila na Millerjevi cesti, bencinska črpalka Marathon. 14. julija 2017 je sredi noči zapustila svojo hišo in se odpravila prav na to bencinsko črpalko. Tistega dne je govorila z Liso Hulse in omenila prihajajoče potovanje v New York, kjer naj bi se udeležila zabave za razkritje spola otroka svoje sestre, vendar tja nikoli ni prišla. Tistega večera sta se Brianna in njen fant domnevno sprla, zaradi česar je 24-letnica odšla. Varnostne kamere so jo ujele na bencinski črpalki Marathon, kjer so prav tako posnele, kako je vstopila v rdeči Pontiac Aztek, ki ga je vozil neznan moški. Oba sta se odpeljala v bližnji klub za odrasle, kjer so zaposleni povedali, da je bila Brianna videti v slabem stanju. Uro in 45 minut kasneje so jo ponovno opazili na bencinski črpalki Mobile na ulici South Saginaw Street. Na posnetku je videti očitno prestrašena in se opoteka naokoli, občasno se drži polic, da ohrani ravnotežje. Nedolgo so jo videli, kako hodi proti severu v bližini ceste Atherton, medtem ko je lastnik Pontiaca vozil v nasprotno smer. To je bilo zadnje opažanje Brian Vibert. Ni se vrnila domov in od takrat se ni nikomur oglasila. V naslednjih dneh so njeni bližnji prijavili njeno izginotje. Med zaslišanjem je Brian in fant razkril, da sta se sprla, potem ko so ji zavrnili pravico do stikov z otroki. V njenem domu takrat ni bilo vode zaradi pokvarjene vodnjaka in ta zavrnitev naj bi povzročila Brianino jezo. Po besedah njenega fanta je metala predmete po hiši in si na koncu poškodovala roko.
Preiskovalci so uspeli izslediti tudi voznika Pontiaka, ki je pojasnil, da ga je Brianna prosila za prevoz do bližnje restauracije. Po obisku restauracije sta šla v zabaviščni klub, kjer je Brianna včasih delala. Moški je pojasnil, da je pustila svoj telefon v njegovem avtu, telefon pa je nato predal policiji. Nekaj dni kasneje bi njeno torbico našli v jarku, blizu njenega doma. Niti voznik Pontiaka, niti Brian in fant nikoli nista bila obravnavana kot osumljenca v tem primeru. Oba sta sodelovala s preiskavo in njunih imen niso javno razkrili. Toda od Brianninega izginotja je minilo že skoraj desetletje in v tem primeru se ni pojavila nobena sled. Preiskovalci niso našli nobenih dokazov o kaznivem dejanju in ni jasno, ali je izginila prostovoljno, vendar je bila razglašena za pogrešano in ogroženo osebo. Brianna Vibert je bila opisana kot oseba z rjavimi lasmi in rjavimi očmi, vendar so bili njeni lasje pobarvani na rdeče. Ob izginotju je bila visoka nekaj čevljev in palcev, ter je tehtala približno 54 kg. Znano je, da ima več tetovaž, vključno z imeni Savannah in Maddox, okostnjaški ključ na desnem stopalu in norega klobučarja na desnem ramenu. Besede družina, moč, čast, ponos, zvestoba in ljubezen so tetovirane na njeni lopatici. Njena ušesa in nos so prebodeni. Brianna je bila nazadnje opažena na varnostnih kamerah, ko je nosila kremno majico, črne pajkice in natikače. Nosila je tudi torbico Vera Bradley z naramnico. Informacije o tej pogrešani osebi lahko posredujete policijski upravi Flint Township na številko 810-600-3250. 810-600-3250. 5. Aaron McKinney je bil opisan kot človek, ki je rad doma in se redko oddalji od doma. 32-letni moški iz Belfasta na severnem Irskem naj bi igral za lokalno nogometno ekipo St. Luke's. Zaradi tega je zelo dobro poznan. Po besedah njegove sestre Kristine sta bila zelo povezana in da ne bi bila v stiku, bi bilo zanj nenavadno. V začetku novembra 2023 pa je nenadna prekinitev stikov postala nova realnost, ki je sprožila obsežno iskalno akcijo. Aaron je neznanega dne nenadoma prenehal komunicirati s svojo družino. 10. novembra se je odpravil v trgovino po nekaj živil za svojega očeta. Dostavil jih je in ga je družina nazadnje videla med 9. in 10. uro zjutraj tisti petek, ko je peš hodil po Glen Road. 12. novembra je bila zadnja potrjena opažanja Aarona zabeležena na posnetku varnostne kamere, ki ga je ujela na avtobusu, ki je peljal proti središču Wellington Place. Njegovi bližnji so kmalu postali zaskrbljeni za njegovo dobrobit in so takoj obvestili oblasti, ki so začele preiskavo. Ta preiskava jih je vodila v Dublin, Dundalk, in verjame se, da je morda izstopil iz avtobusa na območju Dundalka. Dokazi pa kažejo, da je tam vstopil na vlak in se odpravil proti jugu. Medtem ko je preiskava potekala, so sorodniki začeli razdeljevati letake o pogrešani osebi. Nekateri družinski člani pa so se odpravili v Dundalk, da bi tam nalepili plakate. Kristina ne verjame, da je njen brat v Dundalku, čeprav je bil trud vseeno potreben. Policijska služba Severne Irske je od takrat izrazila vse večjo zaskrbljenost za dobrobit pogrešanega moškega. Nobena varnostna kamera ga ni več zaznala in nihče se ni oglasil z informacijami, ki bi lahko pomagale ugotoviti, kje je. Družina je od takrat večkrat prosila za pomoč v upanju, da je kdo videl kaj, kar bi jim pomagalo ugotoviti, kaj se je zgodilo z Aaronom. Kot je razvidno iz posnetkov varnostnih kamer, je bil pogrešani nazadnje viden v dežnem plašču, črnih trenirkah in z majhnim rdečim nahrbtnikom Manchester United. Opisan je kot visok 6 čevljev in vitke postave. Ima plešasto glavo, temno brado in lešnikasto rjave oči. Severnoirska policija poziva vse, ki imajo posnetke iz avtomobilskih kamer ali domačih kamer na Stewartstown Road, Twinbrook, naj posnetke in informacije posredujejo na številko 101, serijsko številko 3191, z dne 24. novembra 2023. 4. 36-letni Bradley Brooks se je junija 2019 preselil iz Weatherforda v Teksasu v Corpus Christi. Tukaj se je preselil k svojemu dekletu, kmalu zatem pa se mu je pridružila še njegova najstniška hči. Bradley je užival v ribolovu in občasno užival rekreativne droge, vendar po besedah njegove družine ni bil reden uporabnik. Le 2 meseca potem, ko se je preselil v Corpus Christi, je bil Bradley prijavljen kot pogrešan, potem ko ga je nazadnje videlo njegovo dekle. Zvečer, 18. avgusta 2019, dan potem, ko je njegova hči prispela v mesto, je zapustil svojo hišo v svoji turkizni Mazdi 3, limuzini letnik 2003.
Bilo je okoli 22. ure, ko je dekle opazovalo, kako se je Bradley odpeljal, ne vedoč, da ga morda vidi zadnjič. Bradley je pravkar kupil nekaj kozic in v svoj avto spakiral nekaj ribiških palic. Svoji družini je povedal, da gre na nočni ribolov, kar je občasno tudi počel. A domov se ni nikoli vrnil in od takrat, da nihče ni več slišal. 5 dni kasneje so Bradleyjev avto našli v predelu številke 200 na Naval Air Station Drive, blizu konca Stingray Road, pri priljubljenem ribiškem mestu. Našli so ga z dvignjenim pokrovom motorja in naj bi bil tam že več dni. 23. avgusta so ga odvlekli z tega mesta, pri čemer uradniki še niso vedeli, da je vozilo povezano s primerom pogrešane osebe. Bradley je pogosto klical svojo mamo in imel je rad svojo družino. Toda od tistega večera ni stopil v stik z nobenim od njih. Pogrešančev brat je kasneje komentiral, da je vse skupaj morda preobremenilo. Takrat je živel svojo punco Ashley, ki je imela svoje otroke. Njegova hči se je množici pridružila dan prej, kar je baka Chapmana, Bradleyjevega svaka, spodbudilo k domnevi, da je vsega postalo preveč. Zato se je odločil za svoj nočni izlet. Zdaj je minilo nekaj več kot 6 let, odkar je izginil, in pojavilo se je le nekaj omejenih opažanj. Eden od teh opažanj se je zgodil junija 2020, ko je prišel namig od družinskega prijatelja. Trdili so, da so pogrešanega moškega opazili v Bartlesvillu v Oklahomi. Posnetki varnostnih kamer z bencinske črpalke Phillips 66 v Bartlesvillu naj bi prikazovali moškega, ki je bil podoben Bradleyju. Posnetki pa so bili datirani na 13. junij 2020. Družina močno verjame, da bi oseba lahko bila Bradley, vendar tega ne morejo zagotovo trditi. Oblasti so preiskale območje, kjer je bilo najdeno njegovo vozilo, kot tudi širšo regijo domnevnega opažanja, vendar niso našli ničesar, kar bi vodilo do tega, kje je. Primer Bradleyja Brooksa ostaja odprt in iskanje se še vedno nadaljuje. Njegova družina mu je posvetila Facebook stran z naslovom Pomagajte najti Bradleyja Brooksa, v upanju, da ga bo kdo iz javnosti prepoznal in posredoval zelo potrebne informacije. Zdaj bi imel 42 let, ob času izginotja pa je bil visok približno 152 cm in tehtal med 73 in 77 kg. Ima rjave lase in rjave oči, nazadnje pa so ga videli oblečenega v bordo majico, črne kratke hlače in Nike teniske. Pravijo, da ima na prsih tetovažo podkve, ob kateri je napisano Vsi ne dosegamo Božje slave. Na desni podlakti ima tudi tetovažo angelskih kril. Informacije v zvezi z njegovim izginotjem lahko posredujete Corpus Christi Police Department at 361 na 26 15. avgusta 1980 se je v Standishu v Michiganu rodil Jeremiah Edward Focko. Vzgajala sta ga njegova starša, Renee in Edward Focko. V otroštvu je bil scout z nazivom Eagle Scout in kasneje maturiral na srednji šoli Standish Sterling Central kot eden najboljših v svojem razredu. Na testu ACT je dosegal rezultat med najboljšimi, 10% v državi, njegovi bližnji pa so ga opisovali kot odgovorno osebo. Po srednji šoli se je vpisal na inštitut DigiPen Institute of Technology v Redmondu v zvezni državi Washington, vendar je po enem letu študij opustil. Začel je upravljati priložnostna dela, medtem ko je živel v Washingtonu. Kmalu pa se je ustalil in začel kariero na področju programske opreme. Leta 2015 je delal kot programski inženir v podjetju Oracle Corporation v mestu Bellevue v zvezni državi Washington. Takrat naj bi živel v stanovanju na Avenue South. Po besedah njegove družine je Jeremiah rad deskal na snegu, igral golf in bil v družbi svojih prijateljev. Iz tega leta je 34-letnik 21. julija izginil. Delal je od doma in okoli 15:30 popoldne poklical svojega nadrejenega. Pojasnil je, da mu je prenosniku odpovedal trdi disk in da bo prišel v pisarno, da ga popravi. Naslednji dan. Posnetki varnostnih kamer stanovanjskega kompleksa so razkrili, da je 22. julija ob 00:07 njegovo vozilo zapeljalo v garažo. Toda potem ni nobenega posnetka, da bi kdaj odšel. Tisti dan se tudi v službi ni pojavil in po tistem telefonskem klicu se o Jeremiju ni več nič slišalo. Izginil je skupaj s svojim mobilnim telefonom, denarnico, ključi in pokvarjenim prenosnikom. 23. julija je sestra pogrešanega objavila zapis o bratovi nenadni izgubi stikov, kar je vzbudilo skrb med družinskimi prijatelji, ki so živeli na tem območju. Jeremijevi prijatelji so ga nato prijavili kot pogrešanega policiji v Seattlu.
Preiskava je prinesla več posnetkov nadzornih kamer, med katerimi je bil tudi posnetek moškega, ki je bil podoben Jeremy, kako hodi po stopnicah avtobusne postaje. Pita Avenida South in South Jackson Street. Nesel je nahrbtnik, kar je bilo nenavadno, takoj potem, ko so moškega videli hoditi po stopnicah. 15 minut posnetkov je bilo izgubljenih zaradi nedoločene okvare. Jeremiah se je občasno v službo vozil z avtobusom, vendar njegova kartica tisti dan ni bila registrirana na avtobusu ali vlaku. Prav tako opažanja na posnetku niso potrdili. Njegov telefon je bil nazadnje zaznan v središču Seattla, vendar natančne lokacije niso mogli določiti. Od takrat ni bilo nobene aktivnosti na njegovih družbenih omrežjih ali bančnem računu. Njegov SUV Subaru Outback Sport iz leta 2010 so našli v garaži stanovanjskega kompleksa. Preiskovalci niso mogli ugotoviti motiva za kaznivo dejanje, prav tako niso našli nobenih dokazov, ki bi to nakazovali. V zadnjih 11 letih se ni pojavila nobena obetavna sled, zaradi česar so bližnji globoko zaskrbljeni za njegovo dobrobit. Jeremiah je bel moški s rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je približno 1,88 m ter tehta približno 100 kg. Znano je, da si glavo redno brije in nosi očala za branje. Ob izginotju je bil oblečen v bež kratke hlače, zeleno majico, rdečo kapo in bele nogavice s sandali. Informacije o njegovi lokaciji lahko posredujete policiji v Seattlu na številko 206684 5007. 206684 5007. Na drugem mestu je diplomantka univerze v osrednji Floridi, Marcia K. Lyle, se je rodila oktobra 1978. Odraščala je na Floridi kot predana kristjanka in po besedah njene družine so ji diagnosticirali schizoafektivno motnjo, za katero je značilna kombinacija simptomov shizofrenije in motnje razpoloženja. Verjamejo, da je njeno stanje izviralo iz neoperabilnega možganskega tumorja, s katerim je živela že več let. Decembra 2019 je zapustila svoje domače mesto in se preselila v Seal v Alabami, da bi bila bližje cerkvi adventistov 7. dne. Tam je služila kot mladinska voditeljica v programu Pathfinders. Zaradi svojega zdravstvenega stanja je vsak torek in četrtek poklicala svojo mamo in sestro, da bi se oglasila. Obe sta bili imenovani za njeni zdravstveni pooblaščenki. 4 mesece po selitvi v Seal aprila 2020 je 41-letnica nenadoma prenehala komunicirati s svojo družino. Zadnji klic, ki ga je opravila z njimi, je bil 27. tistega meseca. Sestra je govorila o prvih korakih svojega nečaka, ko se jim ni več oglašala. V naslednjih nekaj dneh so postali zelo zaskrbljeni in stopili v stik z lokalnimi oblastmi. 3. maja so organi pregona na domu marci preverili, ali je z njo vse v redu. Do takrat je bil njen glasovni predav poln vseh klicev, na katere se ni odzvala. Kasneje tistega dne je policija stopila v stik z družino in potrdila, da je bila Marcia na varnem in v posteli ob preverjanju, ali je z njo vse v redu. A še vedno ni odgovarjala na telefon. 2 dni kasneje se je najemodajalec nepremičnine odločil, da ponovno preveri stanje. Našli so jo v posteli, vendar po besedah upravitelja ni bila podobna sebi. Isti večer so njeni sosedje opazovali, kako je spakirala avto in se odpeljala iz stanovanja. Po bančnih izpiskih z njenega skupnega računa z materjo, Marcia se je ustavila na bencinski črpalki v Lakeu na Floridi. Dan kasneje pa je za teden dni rezervirala sobo v hotelu Port La Belle Inn. Isti dan pa se zdi, da se je odjavila iz hotela in opravila nekaj nakupov v Northportu, Sarasota. 8. maja so zapisi pokazali, da je kupila gorivo na bencinski črpalki Pilot v Jasperju, kar je bila njena zadnja uporaba debetne kartice. Isti dan, ob 15:35, so jo na varnostnih kamerah ujeli, ko je vstopila v lekarno Walgreens v Jacksonvillu na naslovu 628. Videli so jo, kako je parkirala svoj avto na parkirišču nakupovalnega centra na Phillips Highwayu. Nazadnje so jo videli, ko je odhajala mimo bližnje trgovine z uniformami. Njena debetna kartica ni bila uporabljena, odkar od Marcije ni bilo več nobenih novic. 9. maja je njena mati prijavila njeno izginotje šerifovemu uradu okrožja Russell, kar je sprožilo takojšnjo preiskavo, ki je razkrila podroben časovni potek dogodkov. Njena družina je opazila, da je Marcia videti močno postarana in da ni nosila svoje naglavne rute, kar zanjo ni bilo značilno. Verjamejo, da je bila v času njenega izginotja morda zmedena ali dezorientirana in menijo, da je njeno zdravstveno stanje povzročilo spremembo njenega videza. Njeni bližnji so verjeli, da je Marcia morda poskušala priti do hiše svoje matere v Clewistonu na Floridi ali pa morda do Orange Parka, kjer je prej živela njena sestra.
Nazadnje so jo videli 30 minut od hiše njene matere konec maja. Njeno vozilo, bel Toyota Yaris z registrsko tablico 100QCV, pa je bilo najdeno zapuščeno pred trgovino z uniformami. Med preiskavo policija ni našla nobenega motiva ali indicev, da bi šlo za kaznivo dejanje. Okoliščine njene izginotja pa so nejasne. Marsha Lyle je Američanka s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je čevljev in palcev, ter je ob izginotju tehtala med 135 in 150 funtov. Na telesu ima različne brazgotine, vključno z brazgotino na trebuhu zaradi ustavljene hranilne sonde in na zgornjem delu stegna zaradi ugriza psa. Znano je bilo, da si je lase prekrivala s lasuljo ali naglavnim šalom. Na sprednjem delu ima opazno sivo pramen las. Informacije o tem, kje se nahaja Marsha, lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Russell na številko 334-2986-535. Številka 1, Michael Anthony, se je rodil v Stamfordu, Connecticut, 5. februarja 1990, Polly Judkins in Edwardu. Leta 2012 je diplomiral iz kazenskega pravosodja, ki ga je študiral na Mount Washington College v Manchesterju, New Hampshire. Do leta 2019 je živel na tem območju v stanovanju skupaj z enim sostanovalcem. V prostem času je Michael, skrben in prijazen moški, delal z avtističnimi otroki pri Easter Seals v New Hampshireu. Ustanova je bila neprofitna organizacija, ki je pomagala osebam z invalidnostjo in posebnimi potrebami. Nudili so potrebne storitve prizadetim osebam in njihovim družinam. To delo je bilo kot nalašč zanj, saj je bil prijazen in ustrežljiv človek. Prav tistega večera, leta 2019, je njegova ustrežljivost dosegla vrhunec. Tistega večera se je Michael odločil, da bo šel ven s prijatelji, pozneje pa so bili pred lokalnim nočnim klubom. Odpravil se je v Tropical Lounge, ki se nahaja na ulici West Hollis v Nashville. Tam je izbruhnil pretep med dvema ženskama, čeprav ni jasno zakaj, vendar je Michael poznal eno od žensk. Spor se je preselil na parkirišče nočnega kluba, kjer so se stvari začele zaostrovati. Michael je poskušal umiriti situacijo in pomagati svoji prijateljici v stiski, ter je skušal ločiti ženski, vendar so bili njegovi poskusi zaman. Ob 1:45 naslednje jutro se je pretep še vedno nadaljeval. Zunaj se je zbrala množica, ki se je razšla šele v prihodu policije. Do takrat pa je Michael že očitno izginil in vsi so bili preveč osredotočeni na dramatičen prizor, da bi to opazili. Njegovi prijatelji so v nočnem klubu čakali še 45 minut, preden so se končno odpravili domov v Manchester. Medtem pa se je zdelo, da moški beži za golo življenje. Bilo je tik pred jutrom, ko je poklical svojo šefinjo, a se ni oglasila, zato je Michael pustil sporočilo, v katerem je rekel: "Gredo za menoj, več kot eden jih je." To je bila edina informacija, ki jo je dal, preden je odložil, ko ga je njegova šefinja poskušala poklicati nazaj, a se ni oglasil. Kmalu po tem klicu je Michael poslal sporočilo sosedu, in sicer 3 ločena sporočila z malo besedami, ki niso imela veliko smisla. Sporočila so bila Help LOL Hour, napisana z velikimi tiskanimi črkami. Naslednje je bilo What stood aloof, in na koncu Eldridge bro. Ob 2:30 zjutraj, 21. aprila, so varnostne kamere v restavraciji McDonald's na ulici East Hollis posnele, kako vstopa Michael. Kasneje so ga ponovno opazili na varnostnih kamerah, ko se je sprehajal okoli stanovanj v kompleksu Riverfront Landing na ulici Bancroft. Objavljene so bile le slike iz posnetkov varnostnih kamer iz McDonald'sa. Toda zadnjič so Michaela opazili 1 uro kasneje, ko so ga videli, kako zapušča parkirno garažo na zadnji strani kompleksa, ki se nahaja blizu reke Merrimack. Naslednji dan bi moral priti na svojo izmeno službo, vendar se ni nikoli pojavil. Po tistem večeru Michaela niso nikoli več videli ali slišali zanj. Njegov avto je ostal pri hiši njegovega prijatelja na ulici Orange v Nashville. Pogrešani moški pa se nikoli ni vrnil pon. Ko v naslednjih dneh ni odgovarjal na nobene telefonske klice, ga je njegova družina prijavila kot pogrešanega policiji v Nashville in kmalu so začeli preiskavo. Organi pregona so domnevali, da so bila sporočila, ki jih je Michael poslal na jutro svojega izginotja, napisana z glasovnim narekovanjem. Verjetno pa so se nanašala na Eldridge Street, ki se nahaja blizu kluba, kjer je bil. Njegov mobilni telefon se je nazadnje povezal z oddajnikom blizu restauracije McDonald's okoli 2. ure. In od takrat na njegovem telefonu, bančnem računu in družbenih omrežjih ni bilo nobene aktivnosti.
Isti dan, ko je izginil, so prebivalci na strani reke Merrimack poročali, da so slišali klic na pomoč, ki je prihajal strani Nashue. Preiskovalci so opravili temeljito iskanje ob reki in njenih bregovih, pri čemer so uporabili potapljaške ekipe, čolne in sonar. Vendar o Mihajlu ni bilo nobene sledi, kljub sporočilom in klicem, ki so vztrajali, da je v nevarnosti. Policija ni našla nobenih dokazov ali motiva za kaznivo dejanje. Okoliščine, povezane s to skrivnostjo, ostajajo nejasne, izginotje pa je še vedno nerazrešeno. Mihajl je moški s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Ob času njegovega izginotja je bil visok nekaj centimetrov in tehtal nekaj kilogramov. Na rokah in dlaneh ima več tetovaž, vključno z imenom Justice, kačo, križnimi valovi, košarkarsko žogo in črko M. Tetovaže ima tudi na prsih. Ob izginotju je imel Mihajl lase spletene v kite ali tesno spletene kitke in kozjo bradico. Znano pa je bilo tudi, da je občasno nosil zelene leče. Na varnostnih posnetkih njegovega izginotja je imel Mihajl oblečeno črno majico z belim logotipom, kavbojke in rdeče čevlje. Nosil je tudi 2 zlati verižici, zapestnico in uro. Informacije v zvezi z njegovim izginotjem lahko posredujete. Police Department at 603 Nashville 603 943 500. Na Facebooku je bila ustvarjena tudi stran posvečena iskanju njega z naslovom Help Find Missing Michael. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb Všeč mi je. Prav tako ne pozabite naročiti se na kanal in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.